Kaj lahko pričakujemo od novega programskega obdobja 2014-2020? Smemo mladi kmetje upati na poseben podprogram za mladi kmete? Zdaj z mano ste se sicer težko soočili, ker ne tako več čas očitajo, da tako igram premočnega advokata interesov kmetov, da bi katerega drugega vladnega predstavnika za soočenosti, da sem postavite, da so ne bili zgodno potem, ko se je razlitil pesek, ko je htelo imeti soočenje sindikata pa vlade okoli nekega zakona, potem pa se je izkazalo, da je kmetijski minister čelo ključni sindikalist, kot pravi sindikalist. To tako malo šali, malo tudi zares. Zdaj, če bi dal eno kratko poročilo o novi kmetijski politiki dal, ker je prav, da vete, ker je veliki meri z lastnim mladim ljudem. Prvič, količina denarja bo velika. Količina denarja se že ve, ker so vsi pristojni odbori na ravni Evropske unije potrdili in sicer količina denarja je takšna. Za izvajanje kmetijske, pa delno-gostarske in prehranske politike ima Slovenija na voljo nekaj več kot 900 milijonov evrov neposrednih plačil. Od teh neposrednih plačil je za razliko do sedanjih, ker je država en del mogla sofinancirati iz vlastnega proračuna, je tokrat 700% financirano iz evropskega. Letno bo na voljo neposrednih plačil nekje od 139 milijonov evrov do 134 milijonov evrov. Je pa to zgornja meja, to treba vedeti. Ker v primeru finančne discipline, kaj je to finančna disciplina? Finančna disciplina pomeni, da recimo, če se Evropa odloči, da je huda kriza, kjerkoli, recimo, ne vem, huda kriza v proizvodnji mleka in da je treba aktivirati začasne, pa stalne zaloge, pa izvožne spodbude, potem se v bistvu denar aktivira tako, da se vsem državam sorazmerno pobere iz neposrednih plačil. To je to ta finančna disciplina, tako da rečemo, da je na voljo 139 milijonov, to zgornja meja. Kar se pa tiče denarja za razvoj podeželja, je zgornja številka tudi že znana. Končna številka je milijarda 100, od tega je 75% evropskega denarja, 25% je pa denarja iz državnega proračuna, potem pa za nekatere specifične potrebe kmetijstva država namenja še neke posebne programe in teh programov je do 300 milijonov evrov, tako da suma sumarom za razvoj kmetijstva do leta 2020 bo na voljo tak skozi parec 2 milijardi 300. Za razliko od dosedanje porabe sredstev, ki nam je od kmetijskega resorja očita tudi Računsko sodišče, ko so nas sprašali naslednje, financirali ste denar iz Evropske unije, dobro ste ga potegnili, bolj manj vse, kaj bo na voljo, ste Evropske unije potegnili v Slovenijo, kaj imate za pokazati? A ste kaj boljši kot takrat, ko ste začeli to financirati, a ste slabši? In po glavnem kriteriju, ki Računsko sodišče zanima, in po glavnem kriteriju, ki tudi državljanke in državljane zanima, torej, ali je prehranska varnost v državi kaj večja, enaka ali slabša, je sedanji odgovor, da je slabša. Mi potem, ko smo mogli opravičevati Računskemu sodišču, kako potem sploh opravičimo takšno količino denarja, porabljeno za kmetijski resor, smo rekli, vete kaj, če pa ne bi bilo vsega tega, bi bilo pa še dosti slabše. To je taki čudni argument. Zdaj, kot nas bodo leta 2020 vprašali, porabili ste 2 milijardi 300 milijonov davkoplačevalskega denarja, kaj pa imate leta 2020 za pokazati, jaz vem, kaj moramo odgovoriti. Mi moramo takrat odgovoriti naslednje. Ohranili in stabilizirali smo proizvodnjo mleka in govedorjev, povečali smo samoskrbo z krušno pšenico kot osnovno prehransko varnostno kategorijo, povečali smo proizvodnjo vrtin, mi moramo priti vsaj do konca leta nekje na 70% do konca leta 2020, pa še par podobnih odgovorov bomo morali dati. Kaj se daj, to govorim zato, ker, ko te kontra vprašajo, pa je mogoče krivo to, da imamo, za razliko od večine evropskih držav, padanje proizvodne hrane, pa je krivo na negativnih segmentih, hvala bo ne na vseh, pa je krivo to, ker premalo plačamo kmetu na hektar, odgovor ne. Če damo količino denarja, ki ga Slovenijo potegnemo, delimo za število hektarjev,
Več od nas dobi plačan kmet samo na Malti. Potem da poznate, kakšen kmet tam živi. 3 retrovadurje, pa 4 koze. Povsod drugod v Evropi kmet na hektar dobi manj ali pomembno manj. Tako da to ni razlog. To treba se zavedati. In odgovor, da bomo mi preobrat naredili, da bomo imeli plačil na hektar več, je napačen, ker jih ne bo. Mi smo strahovite napore porabljali, da smo ohranili podobno količino denarja, ker da vam povem, kako so pogajanja potekala. Prvo pogajanje, ki sem ga jaz imel maja leta 2010, je bilo brutalno, je bilo kot noč dolgih nočev. So rekli, poštenost v Evropi je tako, da vsak kmet, kjerkoli v Evropi živi, dobi na hektar enako. To je bila grozljivka, to je pomembno za polovico znižanje plačil za Slovenijo. In kadarkoli smo se pogajali, so pred nas vrli, kadarkoli ste v Sloveniji pogajali, ali jaz prvim oktobra, ali minister Bogovič Ljubljen, ali ponovno jaz na konci, ali naše strokovne službe, vedno so ti na mizo vrli isto potrebno, ker se vidi, koliko na hektar črpa posamezna država. Tako da trenutni pogajalski izplen je dober. Kaj se bo spremenilo z novo kmetijsko politiko? Slovenija je bila ena izmed tistih držav, ki je takoj povzela stališče mladih kmetov kot svoje stališče. In Rok, ti to veš, tudi za tvojo pomočjo, Rok, pa tudi s pomočjo Kmetijsko-gozdarske zbornice, ki je imela tudi svoje predstavnike občasno v Bruslu, pa tudi zadružnega sistema, ki je imela pogosto predstavnike v Bruslu, smo potem v tej skupini držav uspeli izpogajati en ukrep, ki je dober. In to je ukrep, da ima država pravico, da dodatno pomaga svojim mladim kmetom. In ta ukrep velja takoj, ko se začne voditi nova kmetijska politika. In za razliko od najbolj za Cveto, tam Cveto si kar nekaj pravi, da mogoče paše, no, da sem sigurno ne paše, ne. Ti že pač za tebe ne vem, manj ti še pašeš not, ne. Ukrep velja za kmete do starosti 40 let. Možeš več od 45? Ne, pašeš v tem notu. Zato, ker v tem se pa odštevaš. Ti kar začni gotovati. Kako to zgleda? Dovoljenje imamo države, da kmetov, torej kmetov, ki je star do vključno 40 let, damo dodatek za obdobje 5 let. Če recimo je kmet ni star 40, ampak recimo 43, mu pač lahko damo za 2 leti dodatek. Torej pač, da pridemo do starosti 45. Kakšen je dodatek? Dodatek je, koliko tole je izračunana plačilna pravica na hektar, mlademu kmetu, pa rečem, lahko sem se zmotil, moramo dati, prišli smo gledali obvezno ukrep, moramo dati zraven plus 25%. Do katere mere? Od kraja prva ponudba nasprotne komisije je bila 20 hektarjev za celo Evropo. S tem nismo imeli težav, smo rekli, da je mladih kmet karkoli izenačen. Druga ponudba je bila izključujoča, ki smo si jo odprli, je bila, da ima vsaka država pravico dati toliko hektarjev, kar je v nekem sorazmerju za povprečno velikostjo kmetije. To je bila znak grozljivka. To pomeni, da naš mladi kmet, ki ima 50 hektarjev, ne bi dobil. Na drugi strani avstrijski mladi kmet, ko pa čisto isti mladi kmet pa ima 50 hektarjev, nič boljši, nič slabši, enako mladi kmet bi pa dobil za vseh 50 hektarjev. In končni kompromis je takšen, da je pa sprejemljiv. In je takšen, da se država sama odloči, na koliko hektarjev da svojemu mlademu kmetu dodatek. Torej, teh hektarjev ne sme biti manj kot 25, torej vse na 25 hektarjev treba dati, ne sme pa biti več kot 90. In te odločitve bomo mi sprejemali nekaj do konca leta, če smo mogli izmeniti slabo tudi naslednje leto. Vse vrste kmetijske reforme veljajo kot na leto 2015, to morate vedeti. Tudi plačilne pravice, ki jih trenutno imate, padlijo v leta 2015 in se delijo na novo. Plačilne pravice se delijo na novo na ta način, da se v bistvu dajo takrat subvencijske vloge, to pomeni tudi plačilne pravice. In potem se kontra vrnejo informativni izračuni, tako da se lahko kmetija samo odloči, ali bo šla v sistem mala kmetija, ali bo ostala v normalni kmetijski politiki. Zakaj je to pomembno? Zato, ker če ima kmetija, recimo tak skozi palec, nima več kot 1250 evrov neposredni plačil na leto, ali tu nekje,
se lahko kmetija odloči, da gre v schemo mala kmetija. Kaj to v praksi pomeni? Pomeni, da odmeni 7 let mira pred državo. Tiste kmetije, ki so tako majhne, teh kmetij, to skoraj tretjina, treba vedeti, ne? Imamo dejansko male kmetije v Sloveniji. Enostavno, če grejo v to malo schemo, mislim schemo za malo kmetijo, je prva vloga je dokončna vloga in se potem, sicer so 4 načini izračuna, jaz verjamem, da bomo tega vzeli, ki pač pove, da se izračuna pač subvencije za to leto in se potem do leta 2020. Ni potem navzkrižne skladnosti, kontrole strani agencije, ni tega zelenega top-upa in tako naprej. Kmetijska inšpekcija se da lahko obišče, ker je pač kmetijsko prakso treba dobro upravljati, ampak poslovi na tem. To je ena zadeva, ki tudi mislim, da je dobra. Potem naslednja zadeva, kar se tiče vas, je vprašanje, ali vas bo ozelenitev kmetijstva, ki je dejstvo, prizadelo. Ozelenitev kmetijstva nimate vi možnost reči, jaz se bom za njo odločil ali pa ne. Če hočete biti del subvencijske kmetijske politike, morate imeti, ali pa vas ni v subvencijske kmetijske politike. Torej, to je obvezen top-up, ki ga damo potem... A preč govorim? Ne. To je obvezni ukrep, ki je pa sestavljen takole, da večina kmetij sploh ne bo občutila, da ga Slovenija izvaja. Ker so takšni kriteriji, ki bojo večino držav zelo poveli, iz teh ukrepov, ki bom povedal, bodo videli, da mi smo že v bistvu sedaj zelo ozelenjeni v primerjavi z drugo Evropo. In da dolgo pogovorim, jaz več čas po televiziji našim ljudem, kupujte domače, ker je bolj sonaravno in tako naprej, v bistvu drži, ne? Ker kaj je prvi ukrep sonaravnega oziroma te ozelenitve, obvezne, ne, je delež trajnega travilne na ravni države. To mi izpolnjujemo in avtomatsko vse kmetije v Sloveniji ta kriterij izpolnijo. Drugi kriterij je odmik od monokulture, oziroma želja po kolobarju. Da kmetija mora ta kriterij izpolnjevati, pomeni, da mora imeti vsaj 10 hektarjev polja. To seveda, ta ukrep ne velja, če imate ekološko kmetovanje, če imate jasno trajne nasade, tak in tak ne velja, če imate travinje. Ta ukrep je obligatoren, če imate vsaj 10 hektarjev polja in če imate 10 hektarjev do 30 hektarjev polja, potem morate imeti vsaj 2 kulturi. Prve pa ne sme biti več od 75%. To ni težko narediti, to tako ne bo tako delamo. Ne? Če pa imate večje kmetije, pa nažalost takih kmetij v Sloveniji minimalno, torej da je hektarjev polja več kot 30, torej 30 ali več, pa je obvezno imeti vsaj 3 kulture. Prve ne več kot 75, prve in druge ne več kot 95 in to je to. Tretji ukrep je pa obveza po ekološko sprejemljivih območjih. To je zdaj en izraz, ki je nove. Tega izraza stara kmetijska politika ni obravnavala, ni ga imela, torej ekološko primerna območja, to je novi izraz nove kmetijske politike. Pomeni pa naslednje. To je kriterij, ki ga mora kmetija izpolnjevati, če ima vsaj 15 hektarjev polj. Ne velja za trajne nasade, ne velja za travinje, ne velja za ekološko kmetijstvo. In potem jasno, jaz kot kmetijski minister, ko sem videl, da je imela 15 hektarjev polj, jasno, da prvo vprašaš, ko te svoje strokovnjake, ki imaš okoli sebe, rečeš, čujte, koliko pa te mi imamo takih kmetij, ne? In jaz moram reči, da številka ti je padla ven, meni osebno je ta zgrozila. Pa ker ti tukaj vejo, če vas vprašam, koliko mislite, da imamo kmetij, ki imajo več kot 30 hektarjev polj. Pa upam, kdo to povedate? Tisti ne, ki ste že čuli. Pa upam, kdo to povedate? Tam je poznamna kmetijska svetovalka iz Celja, mislim, da prav povedala. Jaz bom uganila 200 njihov. En da grozno ni, ne? Nikaj ne. Prihodnje je še pa manj. Ne, je malo več, ampak gledajte, od teh slabih 60 000 subvencijskih vlog, ki je država izplačala, mimo glede to sem za malo pohvalil pri tem, ampak prvi podatek povem, torej od slabih 60 000 kmetij, ki so prejemniki neposrednih plačil, jih ima to zdaj poslušajte, samo 1600, 30 in več hektarjev polj, ne? Da bomo videli, kje rebeži smo v bistvu, ne? Zakaj sem omenil subvencijsko politiko? Tu se dejansko bi želel pohvaliti, zato ker je mislimo leto Slovenija vsaj na enem področju zmagala. Slovenija je uspela do 1.7. do tega leta od vseh silnih vlog, ki so prišle v subvencijsko kampanjo 2012, 1.7. smo imeli stanje, da samo 80 vlog še ni bilo izplačano.
zato ker nekje se je nekaj zapletlo, nismo najdli pravnega naslednika, če nekdo nekje z nekimi računi, pa nekaj drugak, ampak samo 80. To govorim zato, ker je delež teh vlog, ki jih nismo plačali, 1.7. bil manj kot 2 promila. To pa vam povem tudi zato, da vam vedete, da poprečje Evropske unije pa 5%. To ni moja zasluga, ne, ker sem minister in tisti, ki dela tole. Ne. To vam povem zato, ker naš navadi v državi, da vsi samo se kregamo in šimfamo, tukaj bi rad predvsem je vame pohvalil plačilne agencije. Kakršnokoli mnenje imajo te agencije, samo ta agencija je kriva, ker denar smo sicer na ministrstvu zagotovili, ne, da smo prišli do tega, da je samo manj kot 2 promila vlog še ni bilo izplačano. To je naslednji ukrep, ki je vam pomemben. Mi lahko povečujemo delež proizvodne vezave oziroma posredne proizvodne vezave. Do sedaj, to ni ukrep samo za nas. Jaz ne, če se to že mogoče čuli, sem potem tega ne bi govoril. Je to zanima? Lahko govorim, ok. Strašno se nesrečen, ker kape nimam. Do sedaj je Slovenija imela proti večini evropskih držav 10% proizvodne vezave. To je tudi s tem povezano, da velja ta plava vojnica, ki jo ima Evropska unija z leto podpisano in upa kršite. Tokrat pa smo se tako odločili, velja za vse evropske države, da lahko država brez neke posebnega napora 13% denarja iz te škatle, ki se reče neposredna plačila, nameni za proizvodno vezavo, lahko celo plus 2, če sta ta 2 namenjena za beljakovinsko krmo. Torej, suma sumarom, od teh recimo 139 milijonov, lahko mi 20% namenimo za neposredno ali posredno proizvodno vezavo. Kaj bomo mi proizvodnjo vezali? Vse v osnovi moramo medsebojno dogovoriti do decembra 2014, oziroma mogoče malo prej, da bomo lahko računalniški sisteme spostavili. Kaj pa je smiselno proizvodnjo vezati, to bomo vas povedal. Zdaj, če bi človek rekel tako na prvo žogo, bi rekel, dajmo proizvodnjo vezati tisto, kaj nam manjka. Ne? Recimo vrtnin, proizvedemo samo na 1600 hektarjih, proizvedemo visno vrtnena, pa nekaj česla, samo nekaj 32 do 38 do 37%, bi človek rekel, dosti nestavno. Dajmo, zmenimo se pa dajmo recimo 1500 evrov na hektar vrtnin, to je ta posredna proizvodna vezava, pa mogoče potem še koga pripričamo, da se bo s tem ukvarjal, ker na vrtnine dati 200 evrov brez veze, zaradi intenzivnosti proizvodnje. Ne? In če bi dali pa nekaj 1500 ali pa 2000, ne bi, pomoj, se nekaj ljudi pripričali, da se to splača. Ne? Tu potem pa je nekaj haklic. In ta haklic je pa naslednje. Področje, ki ga proizvodnjo vežemo, ne sme beležiti rasti, ali pa moramo vso proizvodnjo vezavo terjati nazaj. Tako da v bistvu ukrep, ki bi nam najbolj pasal, recimo pri vrtninah, da tam ne smemo izvajati, ker mi moramo, kajte sem do konca leta 2020, pa le kakšni 70 ali celo 80% vrtnin sami proizvesti. In ko vidiš, da to ne smeš, potem nekatere stvari so tako in tako prepovedane, recimo vrtnina, prašičine, potem pa se postaviš drugače. Česa imaš tako dosti, da se bojiš, da bo kakšno tveganje, da lahko se to zmanjša, ali pa lahko to zgubiš. In kaj ti potem ven pade, ven ti pade seveda hmelj, ti v hmeljavno boš mogla nek način pomagati, ker druge možnosti ni, ki bo vsaj s tem verjetno skušal stabilizirati. Ven ti pade proizvodnja mleka. Proizvodnja mleka je kvalitetna, tveganja se pojavljajo, neke kvote padajo, pa neka lastniška struktura se nekaj spreminja. Torej, dajmo vezati proizvodnjo mleko, verjetno govedorejo. In to so stvari, ki se jih pač medsebojno bomo morali dogovoriti. Potem pa seveda glavno vprašanje. Kakšna bo višina plačil na hektar? To je tisto, kar najbolj zanima vsakega. Ni bilo dovoljeno, da bi ohranili to, kar bi si Slovenija želela zaradi neobičajne strukture. Torej, ob tem, da imamo premalo kmetijskih zemljišč, imamo pa še razmerje med travinjem pa med polji napačno. Imamo travinja, 2, pa tega 1 radi nekaj obratno, tako vsi evropske države. Zakaj to pomembno? Zato, ker če imamo tako zelo malo polj, država je smrtno strah, da bi se odločil, da bi še polje v travinje strelili. Ker potem bo samo skrba še manjša, potem pa nič naredil. In mi smo zdaj držali to, da se to ne zgodi, pač s tem, da smo tam trikrat več plačali. Po novem ni dovoljeno,
da so različna plačila v prvem koraku glede na namen uporabe. Je pa dovoljeno, da preko irskega modela uporabimo količnike. Tako da v bistvu ločitev višine plačila preko količnikov, preko irskega modela, torej možno. Naslednja zadeva, obstaja pa še nekaj varovalk. Prva varovalka je, da karkoli se dogaja z prerazporeditvami. Kakršnikoli model bo Slovenija izbrala, mi pa moramo model izplačil nekje izbrati, recimo oktober, november, december, zato da smo leto lahko preko zakonom pripravimo na to, ne? Kakršnikoli model Slovenija izbere, a nihče ne sme imeti na povprečni hektar manj kot 60% slovenskega povprečja. To je prvi kriterij. Drugi kriterij. Nihče na koncu prilagoditvenega obdobja, Prilagoditveno obdobje pa bo leto 2019, torej od leta 2015 do 2019 se bo pač prilagajalo, katero koli smer, ne, in bo se počasi plačila spreminjala. Nihče ne sme imeti na kmetijo izgubo prihodka manjšo kot 30% oziroma na kmetijo kot celoto. In znotraj tega potem bomo živeli, ob tem, da se bodo stvari še spreminjali, zato ker izginjajo zgodovinska plačila. Zgodovinska plačila leta 2019, ko se končuje prihodno obdobje, morajo iz držav Evropske unije izginiti. Ob vsem tem je pa seveda količina denarja približno podobna kot sedaj. Tako da v bistvu v slovenski kmetijski prostor preko neposrednih plačil ne bo prišlo manj denarja ali pomembno manj denarja. Bolj manj bodo isti zneske. Od nas samih je pa odvisno, da se potem pač odločimo, kako bomo korigirali plačila na posamezne vrste uporabe. Kako bo to v praksi izgledalo? Sedaj imate zunaj operativne sektorske programe po 12 panogah. Če kdo misli, da je to sam sebi namen, se mote. Ko bodo na konci operativni programi sprejete, bodo potem šli na svet za kmetijstvo in razvoj podeželja. Ko bo to svet potrdil, je to potrditev izvajanja nove kmetijske politike za leto 2020. Vsak del kmečkega stanu ima notri svojega človeka. Od mladih kmetov, od zborničnega sistema, od zadružnega sistema, od stroke, od sindikata. To je točka, kjer se v Sloveniji, saj takrat, ko sem jaz minister, sprejemajo končno, potem tiste odločitve jaz tudi zagovarjam naprej. Ob tem se bo, prej pa nisem do konca povedal, kaj se dogaja z ekološko pomembnimi območji. Torej, veljajo komaj za kmetije, ki imajo 15 hektarjev ali več, torej za 1600 kmetij, za njime. V praksi pomeni, da ko se začnejo ta območja leta 2015, mora imeti kmetija 5% takih območij, ko se konča prilagoditveno obdobje pa 7%. Kaj pa to v bistvu je? To ni samo recimo praha, to niso samo mejice in podobne stvari, ki se jih bojite. To so tudi take stvari, ki vam koristijo. Za ekološko pomembno območje se tudi to šteje, če nekje posadite rastline, ki dajo beljakovinsko krmo. Če posadite rastline, ki vežejo dušik. Torej te rastline, ki Slovenije manjka, vse to se šteje v kvoto, ker se poznajo ekološko pomembno območja in potem na koncu dejansko pridemo do tega, da na koncu na ravni kmetije vidimo, da nekega strahu niti več ni. Kakšni razpisi se bodo dogajali? Če bo tako, kakor jaz zamišljam, si moramo tako nekaj življenja predstavljati. Mi v Sloveniji, za razliko od marsikatere druge države, izplačujemo neposredna plačila in to, kar mi, ki delamo v kmetijstvu, vemo, ostali pa ne, izplačujemo pa še pseudo neposredna plačila. Vrednost subvencij v Sloveniji v tem trenutku ni 140 milijonov, je v bistvu 250 milijonov. To verjetno vsi vemo, ne? Zakaj? Zato, ker poleg teh 140 milijonov, da je zaokrožim, ne, Slovenija polovico programa razvoja podeželja uporabi kot neke vrste pseudosubvencije. Pa jaz mislim, da je to prav, zato, ker imamo kljub vsemu
neprimerljivo težje pogoje za kmetovanje kot marsikdo drug. To izplačujemo prvič 40 oziroma 42 milijonov od OMD. Tu smo dosegli sedaj tole, da bomo lahko gorske kmetije še za višjo stopnjo podprli, ker tam imamo največ problemov. Izplačujemo potem pa še nekih 40 milijonov za ekološko bolj primerne programe, to je ekološko kmetovanje, pa neko drugo kmetovanje. In jaz upam, da se bomo odločili, ker to bo stvar kmetijskega prostora, noben drugi ne bo na nas silo, da bomo rekli, da bomo poleg torej teh 140 milijonov, teh 80 milijonov za kmetijstvo, kot nekaj vrste, ne posebne plačevali že naprej, tako da pridemo do 220. In s tem smo pokurili polovico programa razvoja podeželja. En del programa razvoja podeželja umaknemo zato, ker je povezan LIDAR. Tega ne moramo za kaj drugo namenjati, to mora iti za to. V tem osnutku programa, kar sedaj je v javni razpravi, smo v celoti umaknili iz programa razvoja podeželja obnovo vasi. Župan je trenutku dobil 3 gube dodatne zraven. Jaz zagovarjam načelo, da imamo denarja za kmetijstvo premalo, da bi pomembne del tega denarja porabljali za to, da gradimo občinam pločnike, kandelabre, obnavljali vrtce in nekaj še se delali. To naj občine pridobivajo denar iz kohezije za regionalni razvoj. Mi moramo čim več denarja privarčevati za tehnološki razvoj kmetij, kar je tu bilo. Naše kmetije, za razliko recimo od avstrijskih, od ostalih, ki so dolgo časa Evropske unije, niti približno niso začele oziroma končale tehnološke prenove. In jaz upam, da se bomo uspeli dogovoriti naslednje, da bomo skoraj permanentno imeli na razpolago odprte razpise za dopolnilne dejavnosti, ker to je za marsikatero kmetijo neka rešitev. Jaz upam, da, ko rečem, moče se malo čudno zdi, zdaj pa gospe že bežijo. To za mene je strašno slabi znak. Nova ne bi si bežijo. Ne bo več, pa če ne. Potem, da se vrne nazaj, tehnološki razpisi morajo biti. In tehnološki razpisi morajo biti na ta način, da se ne bo dogajalo to, kar je prej eden od mladih kmetov povedal, čeprav oni drugi mladi kmet mi ni hudo mladi zgledal, bolj zgledal meni podobni, kot pa vam ne. To, kar se je očitalo kmetijski politiki v preteklosti, da tisti, ki je bližje, pride lažje do denarja, to nam je očitalo tudi Računsko sodišče leta 2010. Ker kaj je reklo? Reklo je, vi ste korupčni časti sir. Tisti, ki so bližo korito, zato vse prej kot minister. Meni se dejansko kot minister v prejšnjem mandatu dogajalo, da sem jaz nekatere zelo pomembne stvari izvedel komaj, ko sem naslednji dan časopis prebral. In to je pač potem tudi meni bil končni dokaz, da nam informacije uhajajo, kakor da smo prilupljeni Titanik, ampak če to tako pač tako je, ti ne moreš slediti, kjer se ti informacije uhajajo. In zato smo šli na obratno. Smo rekli, če pa je tako, da nam vse uhaja, pa potem pa čisto vse spravimo takoj v javnost. Povejmo že v začetku leta, kdaj bodo razpise. To delamo, ne uspe nam vedno potem se tega čisto držati. Recimo zdaj ravno smo se danes pogovarjali, da bomo en razpis za mlade kmete malo pomaknili, ker še ni vseh odločb. In je strašno brez veze iti v novi razpis, pa še konkretno kmet ne ve, ali na konkretnem prejšnjem razpisu da bo odločbo. To moramo narediti, ker rače to smo neumni, če tega ne bi naredili. Ampak suma sumarum se tega skušamo držati. Naslednja zadeva pa je, da ni več razpisov, kdo pride prvi nedelj. Torej, da ste razpis odpre, pa tam gori 10 milijonov, tisti, ki imajo dobre informacije, vse vložijo točno 12.00 in je potem čez 3 ure razpis zaprt. To je brez veze. To je v bistvu takšno ravnanje, ki spodbuja koruptivna dejanja. Mi ne znamo zapreti informacije, preveč ljudi dela v sistemu, preveč sošolcev dela po celi Sloveniji, in sošolk ne. Ja, pa kaj te sem še bilo, ne? In če ne znaš, potem je edina možnost, da rečeš, ok, razpisi so pa točno omejeno obdobje, en mesec ali pa 2 ali pa 3 mogoče, ne? In kolikorkoli pač pride vlog, so vse vloge enakopravne. Ali če vloži v 12. prvi dan, ali pa v 24. zadnji dan. Jasno pa, da s tem sami sebi veliki problem naredimo. Ker potem, če je razpis 10 milijonov, pa smo pri tem čakali, da bo 11 milijonov vlog prišlo, pa ga zaprli, dajte 10% za to pač, ker se vloge niso bile dobre, ne? Zdaj ti pa pride 40 milijonov vlog. Vse moraš pogledati.
Vse moraš oceniti za 4 očmi in potem moraš razdeliti. 2 problema imaš. Prvi problem je enostaven, ne? Ker je 4-krat preveč vlog, to delno zablokira sistem. To recimo mislim, da bodoče bomo znali rešiti. Kaj bomo naredili? Imeli bomo manj, pa bolj močne razpise. Ker če bo to tako, pa se odloči, da daj 2-krat na leto 2 velika razpisa, da potem čim več ljudi dobi, da je registracija lahko dela. Ne? Druga zadeva je pa standardna. Ne? Oni 25%, ki dobijo, so vedno prijazno tiho. Noben ne reče, jaz sem pa dober, pa smo v bistvu res dobo, kaj sem dobo, ne? Vseh ostalih 75% pa obsodi agencijo, pa kmetijsko ministrstvo, da je eno veliko leglo korupcije. To ni fajn poslušati, to meni je zim, ne? No, kakorkoli obračaš, ne? Če razpisa 10 milijonov, vlog pa 40 milijonov, 30 milijonov interesentov ne bo dobro. Ampak ni fajn to, ne? Ker potem te tepejo, odgovarjaš, pa ne kaj še vse, greš v svojo lokalno okolje, pri nas v Prekmurje, pa rečejo, kak je minister za nič si, najboljše kmetije niso dobre, ne? Reče, jaz nimam nič s tem, to je tam neka agencija, ti žludiš, ne? Teda suma sumarom, to nobenemu ni všeč in jaz upam, da bomo to tako reševali, da bomo pač imeli velike razpise, ker bo potem dosti vlog pač dobilo. Bi pa še rad na nekaj odgovoril. Ministrstvo ni čudodelno. Za vas je zelo pomembno, da veste, da ene stvari lahko od ministrstva zahtevate in če ministrstvo, pa kdorkoli je minister, koliko toliko normalno, vas bo upošteval. Zato, ker Bog pomagaj, z vami bo treba delati na daljnih 100 let. In lažje delaš z nekom, ki ga lahko v oči pogledaš, pa se ti bo tam malo stres kregaš, ampak v osnovi si prijatelj, kot pa da imaš same sovražnike okoli sebe, ker se kar naprej kregaš. Tako da v bistvu mi vas bomo upoštevali maksimalno, kolikor se bo dalo, ne? Vendar zahteve morajo biti tiste, ki jih mi znamo narediti. Če pride do mene kdo, pa mi reče, minister, jaz kupujem repromaterial dražje kot moj avstrijski ali pa švicarski konkurent. Jaz lahko povem zgodbo, ki bi zdaj vam povedal. V Švici so vsi kmetje člani ene zadruge. Ko sem jaz vprašal švicarskega predsednika kmetov, ki je mimo grede predsednik parlamenta, pa ker je predsednik parlamenta zdaj mogo kmetiju na ženo prepisati, pa ni zgledal ravno srečno za to. Ker ni sigurno, po mojem, kaj se bo zgodilo, ko bo neko biti predsednik parlamenta. Ko sem jaz njega vprašal eno vprašanje, sem rekel, tak tipično slovensko. Kaj pa, ko do kmeta pride nekdo, pa mu nekaj višjo ceno, nekaj se ponudi, pa je rekel, daj ti to malo boljše prevedi, ne? Jaz pa se po nemško pogovarjala, pa mu še enkrat to prevedem. Ko sem mu tretjič povedal, pa recimo, da toliko nemško znam, da sem vedel, da sem dobro prevedal, on je komaj tretjič razumel, kaj tam mislim vprašati, ker je bilo vprašanje tako zelo tuje. In rekel, veš kaj, pri nas noben ne upa tvegati, da če je enkratna priložnost nekje, da bi skočil ven, ker da ti nazaj ne vzamemo. On tega ne more tvegati, ne? Pa se zamislimo v bistvu, kaj pa lahko minister naredi za to, da je članov zadrug v Sloveniji toliko, koliko jih je, in da zadruge medsebojno poslovno sodelujejo, koliko sodelujejo. Če bi bil v nekem drugem sistemu bili, ki je bil silna leta nazaj, te je možnost bila, te minister izda dekret, reče, imamo eno državno zadrugo, Vesna kup in prodaja preko te zadruge. Te možnosti več noben minister nima. In od ministra terjate, kaj bo dobim? Bravo. Zdaj pa se med nama zelo dobro odnosijo. Na ta način ste me učinkovito utišali. Tako da na tej točki končam. Najlepša hvala za kavo.